Spoštovani veleposlanik Kraljevine Nizozemske Marko Henis, spoštovana vodja lektorata docentka doktorica Anita Srebnik, spoštovana predstojnica oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, izredna profesorica doktorica Irena Samidem, spoštovani gostje, kolegice in kolegi, drage študentke, dragi študenti, iskrene čestitke ob 30-letnici lektorata za nizozemski jezik in kulturo. Veseli me, da je nizozemščina ena od 30 tujih jezikov, ki se jih lahko učite ali študirate na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ko sem prebiral zgodbo pobudnika in ustanovitelja lektorata, profesorja Paula van den Heuvel, o tem, kako je knjige za našo knjižnico pridobival ne zgolj s pomočjo Nizozemske jezikovne unije, pač pa tudi tako, da je v nizozemskih in belgijskih časopisih objavljal oglase in prosil ljudi za donacije knjig, ki jih je nato z avtom tudi pobiral in pripeljal v Ljubljano, se mi je zazdelo, kot da bi bral zgodbo iz nekega drugega časa, bistveno starejšega kot 30 let. Ampak čas konec 80-ih in še posebej leto 1989, ko so bili postavljeni temelji lektorata za nizozemski jezik, je bil zagotovo nek poseben čas. Padec Berlinskega zidu je pred našimi očmi prelomil zgodovino, vlil upanje za nov začetek ter zanetil hrepenenje po boljšem, manj represivnem, bolj vključujočem svetu. Kaj je 30 let pozneje ostalo od tega upanja, prepuščam vaši presoji. A dejstvo je, da so moji spomini na ta čas, ki so verjetno v določenem delu tudi spomini moje generacije, povezani z neko izredno pozitivno podobo, ki jo je Nizozemska predstavljala v tem čudovitem novem svetu, po katerem smo hrepeneli. Nizozemska je predstavljala prostor strpnosti, prostor svobode, raznolikosti, prostor, ki je dihal s polnimi pljuči. In vse to smo si želeli tudi zase. Z veliko gotovostjo si upam trditi, da je nekaj tega svobodomiselnega duha prevevalo tudi prve slušatelje in slušateljice na lektoratu nizozemskega jezika in kulture. Lektorat je medtem prerasel v enega od najbolj uspešnih v evropskem prostoru, študentke in študenti pa na mednarodni ravni dosegajo izredne uspehe. Vse to ne bi bilo možno brez požrtvovalnega dela vodje lektorata, doktorice Anite Srebnik, in brez podpore, ki jo že vsa ta leta nudijo Nizozemska jezikovna unija, flamska oblast in predstavništvo flamske vlade v srednji Evropi, veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske, veleposlaništvo Kraljevine Belgije, pa seveda tudi oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. Najlepše se vam zahvaljujem za to podporo in upam, da bomo tudi v prihodnje plodno sodelovali ne zgolj pri učenju jezika, pač pa tudi pri medsebojnem povezovanju. Vsak jezik, ki se ga naučimo, je namreč okno v svet in z vsakim jezikom lahko zgradimo mostove med svetovi, med kulturami, med ljudmi, pa tudi med pogledi, idejami, mnenji, odločitvami. S prevajanjem nizozemskega jezika v slovenskega in obratno je lektorat skupaj z vašo pomočjo zgradil pomemben most med dvema narodoma. V svetu, v katerem so prepogosto glasnejši tisti, ki postavljajo zidove in zapirajo meje, je ta most še toliko bolj vreden, saj simbolizira dihanje s polnimi pljuči. Simbolizira torej naše sanje in upanje iz leta 1989. Še enkrat iskrene čestitke in srečno.